Denis, lepo pozdravljeni. Hvala, ker ste si vzeli čas, da poklepetate z nami. Skratka, poznamo vas kot človeka z velikim srcem. Zdi se, da ste na vseh področjih polni ljubezni. A je to šport, a je to film, a je to glasba. Kaj je tisti skupni imenovalec, ki povezuje vse vaše talente, vse vaše veščine? Jaz mislim, da si glih to omenila, da je to ljubezen do teh stvari, ki jih delam, in vsako stvar delam s srcem, pač iskreno, česarkoli se lotam iskreno in to pa nekako dobi tudi ta žar ali pa da stvar uspe. Če nekaj delaš samo zato, da delaš ali pa da zaslužiš, ti pa nekako to postane breme, tako da jaz pa imam res rad te stvari in jih povezujem med sabo in nekako se dobro počutim pri tem in pol je stvar taka, kot je. Na katerem področju ste trenutno najbolj aktivni? Jaz mislim, da je to še zmeraj športno. Imam svojo telovadnico, kjer učim otroke, sicer zdaj so počitnice, pa se moram tudi jaz malo spočiti, oziroma se bolj posvečam sebi, pa športu. Glasba je tista, ki nekako povezujem športom in mi da nek zagon tudi pa športu naprej, tako da včasih tudi kaj glasbenega ustvarjam. Veliko je pa zdaj tudi snemanja, kar se tiče nekih novih serij, neke nove serije pa poštevanje in to tudi zelo tako rad delam, da se malo predstavljam še v tej luči. Katere so pa tiste vrednote, ki vas pri vašem delu najbolj spremljajo? Jaz mislim, da je to spoštovanje, rečemo, do ljudi ali pa nek občutek do ljudi. To mi je tudi najbolj pomembno. Jaz res že v svojem klubu tako delam, da mi ni pomembna kvantiteta, ampak kvaliteta. Jaz res hočem vsakmu posvetiti, mu pomagati. Pri meni stranke niso samo stranke, ki jim preštejem ponovitve, pa rečem, ok, pojďte zdaj domov, ampak me res tudi zanima njihovo življenje, njihovo razmišljanje. Nekako sem prisoten pri vseh teh stvareh. Tudi, rečemo, pri otrocih mi starši govorijo, ja, dej, lahko rečeš malo našemu ta mamu, da se malo več uči. In valjda to tudi naredim. Torej ne predajate samo borilne veščine, ampak predajate tudi tisto nekaj več za življenje otrok. Točno to, ja. Sej borilne veščine si marsikdo predstavlja kot neke udarce, pa da premagaš svoje nasprotnike, pa da si močen pa hiter, pa tako naprej. Borilne veščine so veliko več. Borilne veščine so disciplina, borilne veščine so spoštovanje in to je ena izmed prvih stvari, ki hočem otrokom povedati. Ker velikih pride, jaz hočem biti najmočnejši, jaz bom enega pretepil, pa tako naprej, ampak ko začnejo trenirati, pa vidijo, koliko je to veliko obzorje vsega tega znanja in da ta pravi borec mora biti na prvem mestu človek, ne pretepač, jih veliko odstop. Mislim, velikih odstop, ampak tisti, ki ostanejo, ki jih tudi veliko ostane, tisti pol se preoblikujejo tudi svojo osebnost in tudi svoje zmožnosti in svoj pogled na svet. Posneli ste tudi film Pot samuraja, celovečerni dokumentarec. O čem govori film? Ta film je že kar dosti star, čeprav ljudje sploh ne vejo, da je zunaj. Mi smo ga hoteli takrat dati na televizije, sicer je prišel pa tudi na televizijo. Upam, da se bo pojavil čim prej tudi na YouTubu, moram govoriti z ustvarjalci. Film ima naslov Pot samuraja in govori o moji življenjski poti. In je tam razkrita vsa resnica v bistvu. Kako je to, ko se začneš pripravljati na prvo borbo in kva to vse za sabo potegne. Ljudje mislijo, se si malo športnik, malo se greš pretepati v ring, ampak tam je res pokazan, čemu se moraš vse odreči, koliko je potrebna disciplina in na koncu ti še to ne uspe. In tudi, če ti ne uspe, se znaš pobrati in iti naprej. In točno o tem govori moj dokumentarc, ki je sicer že star več kot 10 let. Ampak vse, kar se je zgodilo po temu dokumentarcu, ki je šel ven, govori pač o tem, da ne smeš obupati, ne glede na to, kaj se ti zgodi. Ali zmagaš, ali zgubiš, zmeraj se naučiš. In je pomembna ta modrost, ki jo odneseš. V resnici vas poznamo skozi borbe, skozi trenerja, kot borbenega, igrivega, predanega, vztrajnega. A se to preslika vaše življenje tudi na drugih področjih? Ja, jaz to res, vsake stvari, ki se jo lotam, res hočem narediti, kar jaz sam hočem, včasih grem tudi z glavo skoziti. Ja, saj sem pač bik po horoskopu. Ampak ja, to so pač te vrline, ki jih pač dajem v svoje delo in ne odneham, dokler
vidim, da res nič od tega ne. Se pravi, nočem odnehati na prvo žogo, no, ali pa da mi kakšna stvar že takoj na prvo žogo že všeč, ok, to je to bomo naredili. Zmeraj hočem nekako izboljšati stvari, popraviti in tako naprej. In spet po vsaki stvari se učiš. Če se dotaknemo še malo glasbenega področja, se dogaja kaj na tem področju? Ja, zdaj zadnje, kar sem naredil na glasbenem področju, je komad z Mikičem, sem naredila po gasu, odkar so se vrnila iz Exatlona, že tam so se spomnila tega komada in so ga tukaj res ustvarila. Zdaj pa, nažalost, imam toliko veliko dela sami s sabo za izboljšanje in z velikimi ljudmi, da mi dostikrat zmanjka časa za kakšno glasbeno ustvarjanje, ampak pripravljam za nekaj še. Bomo videli, če bo zdaj to ratalo, ampak tako, kot sem rekel, no, to je tudi ena taka pika na i, ki je del mojega življenja. Vse več je glasbenih skupin iz naše mladosti, ki se vračajo na odre, a lahko pričakujemo v kratkem tudi kocko na odru? Če čisto po resnici povem, mi smo se že pred korono menili, da bi se malo vrnili nazaj, ampak smo rekli, če se bomo res vrnili, mora biti vseh 6 za in pač eden od članov še ni bil za, jaz upam, da ga bomo prepričali, ampak zanimivo je, da so se glih v tem času tudi vrnili, tudi Bebop, pa tako Full, pa Game Over, pa to in mi smo v tistem času smo v bistvu skupaj rastali gor, no. In z Game Over so bili takrat popularni in Bebop in tudi kocka je bila pač na svojem hip-hop področju takrat dosti popularna in sem rekel, evo, vidite, zamudili smo najboljšo priložnost, ampak pravijo, priložnost zamujena ne vrne se nobena, ampak jaz verjamem, da se mora vse zgoditi ob svojem času, tako da upam, da bo. Dotaknila se nisva še ene vaše velike ljubezni, to so živali. Ste ljubitelj živali, pa tudi zaščitnik živali. Kako se to odraža? Ja, jaz imam res rad živali, jaz ne vem zakaj, jaz se to tudi tako včasih vprašam, zakaj sem tako občutljiv na to temo, ker vidim, ne vem, da en brcne psa, meni se kar strga, jaz bi kar znoro, ne vem, ali pa ne morem gledati teh posnetkov, ki živali mučijo ali karkoli takega, jaz ne vem, po mojem sem se s tem rodil, z enim občutkom in tako, kot sem rekel, najprej moraš začeti pri sebi. Če hočeš svet spremeniti, moraš začeti pri sebi. Vsak mora pri sebi začeti. In prva stvar, ki sem jo jaz naredil, je to, da sem nehal jesti meso in živalske izdelke, kakorkoli že bi temu lahko rekel. Prvo zaradi tega, da jih zaščitam, pa če sam jaz neham to jesti, bom mogoče kaj spremenil, mogoče kakšnega za sabo potegnil, plus zaradi zdravja. No. Tako da jaz se ful udeležujem tudi kakšnih teh dobrodelnih stvari za živali in tudi za ljudi. No. Ste dobrodelni tudi na področju pomagati ljudem v stiski? Ja, moram reči, da čeprav to se ne ve, pa tudi ne objavljam veliko, jaz sem zdaj v zadnjih parih mesecih bil tako na nekih 10 preditvah teh dobrodelnih. Nisem sicer niti objavljal na Instagramu ali kakorkoli, zaradi tega, ker ne vem, ko prideš tja in ko vidiš vse te ljudi, to je drugače tako. Sploh ne vem, kako bi to povedal. No. Delam veliko s posebnimi ljudmi in to je ena taka ljubezen, ki se čuti iskrena. Ne. Plus, ne vem, ko vidiš hvaležnost ali otrok, čeprav otroci so najbolj hvaležni in tako naprej, znajo to pokazati, pa odrasli, ki že imajo drugače. Ampak to me nekako dopolnjuje. No. Velikokrat sem si rekel, mater, hodim po teh dogodkih, v bistvu nisem plačan za to, mečem stran svoj denar, ker se vozim z avtom, ampak na koncu dneva jaz se uležem in sem toliko zadovoljen, da noben denar tega ne bi mogel nadomestiti. No. Kaj pa je še tisto, kar vam nariše nasmeh na obraz ali pa prižge iskrice v očeh? Najbolj iskreno, če odgovorim, je to, da ko vidim otroke, ki jih učim, ko zrastejo in da so na nekem področju dobri zaradi mene. To, ko to vidiš, tako rečeš, to sem jaz naredil. Eni bi to rekel, da je to mogoče, ne vem, zadovoljanje ega ali karkoli, ampak ni, no. Ko vidiš, da si nekoga spravil na pravo pot ali pa da si mu pomagal, je to, tega denar ne more kupiti.